Torej, pozdravljeni občinstvo, pozdravljeni gosti, oblikovalci in urednik Stilist. Govorili ste o spontanosti, govorili ste o približevanju vizijam. Mogoče bo malo bolj posloven, kako to velja za vse znamke, kako ste pa načrtovali tržensko politiko svoje znamke, recimo. Benedetti Life je nova znamka, Olga Faces Rock traja nekaj let, Draž že 30. Urška? Ja, problem je, ker smo začeli, problem tržnega je, ker mi nismo začeli z namenom, da bi bili tržni, a ne? In potem se nam je to v bistvu skozi umikalo, da bi mi to mogoče malo bolj planirali. V bistvu se ravnamo po nekem občutku spet, a ne? Spet smo tle pri čustvih, pa spet v bistvu v tistem nekem fair, strogo, iskrenem odnosu do strank. Kdaj pa ste recimo ta čustva, te občutke mogoče začeli spreminjati v denar? Nič še. Ne še? Mislim pač, seveda mi v bistvu živimo od reklame od ust do ust in od dela svojih rok, ne? In v bistvu se pokrivamo, ne? Smo tle. Ampak da bi pa človek rekel, ok, vsi bi rabili mogoče tudi mi kakega investitorja, da bi se lahko mogoče malo bolj razširili, je pa težko, ne? Ker ti imaš neki zaposlenik, neki imaš prostora, neki imaš materialov, na katerih ne šparaš, potem na razvoju nikoli ne šparaš in v bistvu nimaš nobenega, ki bi te mogoče malo back-upal, ne? A lahko rečemo recimo, da je Alpina neke vrste tudi investitor zdaj, pa te slovenske zgodbe morda? Ne. In mi smo z Alpino en drugega podpiramo kot blagovne znamke, vsekakor pa oni niso naš investitor, se ne morajo biti, oni imajo tudi svoje težave, ne? Že nekaj časa pač od takrat se verjetno poznate zgodbo, kako so jih pač neki tajkuni zadolžila, ne? Tako da oni, vsi smo v bistvu tle, bi rekla, ne, že to, da mi z njimi sodelujemo, tudi malo pomeni, da smo vsi zaljubljeni v svoje delo, tudi ljudje iz Alpine so strokovnjaki, obrtniki in tudi oni imajo to težavo, isto kot mi, ne, kar se tiče tega logično-finančnega dela. Tako. Tomaž, morda še ti? Ja, mogoče to, da smo oblikovalca po duši in je v bistvu precej naporno je oblikovati, izdelovati, se ukvarjati s strankami in ta finančni del enostavno niti ni v najnem DNK-ju, niti nam zmanjka na koncu časa za to. Vizija najna pač je tako, da ostanemo tukaj v Ljubljani na tej lokaciji in da imamo dosti prometa, dosti naročil, da je vrsta pred trgovino, hecam se. Okay, hvala. Seveda imamo tudi drugačne želje, ampak predvsem je najino poslanstvo tukaj. Hvala vama. Mateja, ti pa si globalna, a ne? Jaz sem globoka. Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker s tem se mi zdi, da se vsi ukvarjamo, ko imamo kakšne manjše ali pa večje blagovne znamke. Tržni del mislim, da je eden bolj pomembnih pri blagovni znamki, ker če nimaš za Coca-Colo, ne moreš ustvarjati, ne. Ja, pri Benedetti Life je mogoče strategija malenkost lažja kot pri Draževih, zato ker vseeno postavljamo zelo industrijsko naravnano blagovno znamko, kar pomeni, da absolutno želimo pokrivati veliko potrošnikov, a ne, tako da so vsi modeli pripravljeni za industrijo. Zdaj pa kako se postaviti na tržišče. Po mojih izkušnjah je to, dokler blagovna znamka nima imena, tudi malo prodaja. Tako da je naša strategija prvo ustvariti močno ime, posledično se bo zgodila prodaja, ker trkati na vrata luksuznih veleblagovnic je tako kot iskati iglo, ko se reče v senu, a ne. Se pravi, kako pa ime delaš, imaš več načinov, a ne. Mislim, da je eden lažjih pa cenejših, če si malo spreten v komunikaciji pa v zgodbi, ta, da svojo blagovno znamko probaš postaviti zraven močnih imen.
Se pravi, naj se gre influencerji, celebrity, a ne, ali pa co-brandingi, bom rekla, ne niti mogoče ne znotraj Slovenije, Alpina, ampak recimo, če uspete dobiti neko močno ime in za to ime ustvariti nek skupni produkt, vam ta blagovna znamka, ki je že tako prepoznavna, lahko tako awareness dvigne, da se avtomatično začne prodaja dogajati. A se Mateja že pozna to, da sodeluješ z Janom Oblakom? Ja, v bistvu, glede na to, da smo komi 4 mesece stari blagovna znamka, jaz ne govorim jaz znotraj Slovenije, ja, valjda poznajo me kot kostumografinjo ali pa oblikovalko, ampak problem je dobiti globalno prepoznavnost in kadar imaš človeka, ki je zunaj prepoznaven, absolutno se poznanje lažje. Nismo še tam zato, ker za takimi blagovnimi znamkami so ogromni, pa če rabiš veliko denarja, če se hočeš razvijati. So tudi veliki riziki, a ne? Ampak sigurno tako ime pomaga, če ne drugo, moram veliko t-shirtov od Jana Oblaka zrihtati. Okay. S podpisom. Dobro, še Olga pa Rok, kako sta vidva ta trženski moment speljala? Ja, ne vem, pa mogoče je to najna specifika, da zares v bistvu mi delava druge stvari tudi zraven. Ta Olga Faces Rock projekt je v bistvu živi bolj sam zase, pogriva samega sebe. Olga drugače dela za Zlatarne Celje, v bistvu kolekcije razvija pač parkrat na leto. Jaz pa tudi delam kot grafični dizajner, tako da v bistvu imam nekje ta fokus je zelo razprošen. Delava tako, da pač nisva na nuli. Je pa res, da te dva projekta, ki jih narediva dvakrat na leto za Mašo v Parizu, pač tukaj je en tak potencial, kar se tiče tega trga pač kitajskega. To, kar ste ti omenila, to je neka tak prepoznaven brand, že ona sama po sebi. Je to recimo dovolj za vaju, glede na to, da želite biti butična, recimo? Tukaj je tudi problem te kitajskega trga, ki v bistvu tja tudi po eni strani težko stopati, ker pošiljate stvari tja, je povezan s carinami in s temi zadevami, v bistvu bi mogla imeti mi dva zares proizvodno tam. Tega koraka še nisva naredila, ampak če bi šla v to zgodbo, bi šla midva lahko mogoče v neko tako masovno proizvodno na Kitajskem, ker se avtomatično tudi te cene vse takoj znižajo, ker nakit v bistvu ni, glede na to, da je v bistvu večinoma stvari so pač sprintane, cena je kar visoka, zares v bistvu za produkt, in tukaj skozi ta problem v bistvu, a gremo tja, ne gremo, v bistvu niso še tega koraka. A vama je recimo International Talent Support in to, da sta bila finalista, mislim, to je sigurno, sigurno, ja. Pri prepoznavnosti so imela midva res srečo, takrat, ko so bila finalista tega tekmovanja, so se naredili še neke kolaboracije preko tega, hkrati tudi tale platforma No Just a Label je bil zelo tak velik push, ampak samo od tega, da se ti po revijah še nič zares nimaš, To je zelo lepo zgleda, zelo je super, tudi si lahko narediš online shop, sam zdaj ti te ljudi pripeljati na shop, pa da se nekaj zgodi, je to čisto neka druga znanost, oziroma rabaš enega človeka, ki se s tem ukvarja. Mi da tudi nisva te vrste v bistvu oblikovalca, da imamo še to žilco. No, tukaj bi vas vprašal potem, kako je pomemben ta vaš tim, ker sami pač ne zmorete vse. Si ga lahko privoščite, koga vključujete vse v svoj brand? Mi dva kar malo sama nekaj delava, tako približan. Mislim, nisva tega koraka naredila, to je zavestna odločitev zares. A boš ti zdaj imel nek tok denarja, da boš nekoga plačal, da se s tem ukvarja, to je čisto druga dimenzija. Se pravim, zaenkrat imamo mi, da v bistvu ta brand tok, da sam zase živi, pa pokrita sva s tem, delava te kolaboracije. Če bi pa hotela narediti nek drug preboj, pa to čisto neka druga organizacijska struktura brenda. Zaenkrat so zadovoljna tako, kakor je, bova videla, kako bo šlo to naprej. Nima mogoče takih ambicij, nama je tudi zares, ali pa zaenkrat še ne, ali pa se bo nekaj tazga zgodilo, da bo šla zgodba v to smer, ampak zaenkrat je tako, kakor je. Ampak spet imate... Ja, seveda, Andrej. Jaz bi rad nekaj dodal zaradi, ker v bistvu delam z različnimi temi blagovnimi znamkami in ono tisto in verjetno zelo negativno tukaj zvenel. Jaz v neko ogromno market consumption ne verjamem več, ker tega danes se jaz sprašujem, koliko oblačil mi sploh res še potrebujemo.
kako smo mi v bistvu, kam smo pripeljali z onesnaževanjem okolja in pollution in podobno. Tako da v bistvu ne verjamem v te stvari, da so v bistvu stvari narejene v bistvu na ta masovni trg in masovni market, kot je bilo včasih. Danes gledati te blagovne znamke od Chanela do Vuittona, do manjših blagovnih znamk in karkoli, danes je kupec postal zelo zaveščen, kaj kupi in v kaj bo kupil. In kako je narejeno, s čem je narejeno, kako je predelano in kako je izdelano. Danes kupec tudi razmisli 10-krat prej, preden stvar kupi. To ni tako, kot je bilo včasih, ne vem, v začetku 2000 ali 2010 tudi ne. V zadnjih 5 letih se je zelo veliko spremenilo v te stvari. Jaz razumem, da je valjda pomembna ena finančna zasnova od zadaj in vse skupaj, ampak ne vem, meni ne vem, sta Urška pa Tomaž, zelo lep primer v Sloveniji, obstajata kot blagovna znamka 30 let in od tega živita in imate en brand tukaj, ki ga razvijata in v bistvu je v bistvu zelo inovativen, imate en svoj jezik, svojo estetiko za tem. Kako pa tvoje delo, recimo, tega se zavedaš, vpliva na Poglejte, jaz sem sodeloval z ljudmi, ko so imeli ogromno investitorjev, bomo temu rekel. Jaz, na primer, že ena blagovna znamka, s katero sem sodeloval, lahko povem, da je menjala 4 investitorje, ker ko enkrat ti boš dobil investiranje, ni tako lahko. Ti moraš vedeti, da ti moraš tudi tega investitorja zadovoljiti. Nisi ti samo dobil denar in to je to. Tu moraš tudi, in potem pride dodaten pressure, dodatne stvari in ono tisto in ostalo. To je valjda odvisno, kako se ti v bistvu dogovoriš na začetku s tem investitorjem in kako poteka. Se v bistvu od vsakega drugače. Imam pa primere in poznam primere, ko je ogromno ljudi šlo danes na svoje. Poglejte se Stella McCartney, ko je v bistvu hotela stopiti in odplačati svoje delnice in šla na svoje. To je razlog, zakaj je to naredila. Je pa res, da je rabila pomoč, da je prišla do tem, ki jo je. Tako da odvisno od osebe do osebe in od brenda do brenda. Še to bi te vprašal, kako se oblikovalci zavedajo tvoje vloge stilista, ker to je pomembno, recimo, nekateri se morda ne. V tujini, kar počnem, se zelo dobro zavedajo moje vloge, zaradi ker v bistvu mi skupaj sodelujemo. Jaz na nek način z temi oblikovalci sestavim kolekcijo od A do Ž, kar pomeni, da to je en skupinski teamwork, ne pomeni, da jaz dizajniram za njimi, ampak v bistvu pomagam vizualno in pomagam tudi v bistvu iz svojega vidika, koliko vidim stvari in kaj se dogaja od zunaj, kaj mislim in menim sam o izdelku in kako ga izdelati. Ja, mislim, Okay. ja. Kako pa, to je tudi vprašanje za vse vas oblikovalce, kako pa se ukvarjate s tem, da na lokalnem in globalnem trgu izstopate z neko svojo unikatnostjo, da štrlite morda ven, da ste preopaženi, zato da seveda potem tudi lažje prodate, recimo? Ja, kar se naju tiče inovativnost. Kar se tiče tehnologije, pa da smo trendsetteri. Mi dva nastopamo z najnimi izdelki v trendbooku za jewelry, ki pol gre po vseh teh večjih blagovnih znamkah, recimo jo uporabljajo, da si predstavljajo, kaj se bojo dogajalo naprej v 2022 na trgu. Ne? Ampak to pomeni, da si skozi spremljaš, kaj se dogaja na tehnologiji, na trgu, na vse te stvari in si lahko na ta način pač inovativen. Ne. Drugo je tudi recimo razne kolaboracije, da si izpostavljen, kot imamo pač z modnimi oblikovalci in te stvari, ne, ki pridejo pač modepisi vzadi, pridejo časopisi in vse te zadeve, ne. Tako da, ja, ampak prvo je pa inovativnost. Ne. Problem je, da danes nisi ti dizajner, ko samo sediš doma in mislim v studio in ti dizajniraš kolekcijo. Ti moraš v bistvu početi veliko več, kot samo v bistvu narediti kolekcijo. Narediti kolekcijo je v bistvu na nek način najlažje. Potem pa, kako boš ti to kolekcijo lansiral zunaj, kako jo boš zastopil, kako jo boš predstavil. Mislim, tukaj so tudi prej govorili danes zjutraj, glede te social media in sem in tja. Mislim, to so vsi ti členi so zelo pomembni na koncev. Je pa, kaj bi jaz rad rekel, da ena zgodba za enim brandom je zelo pomembna. Jaz se ful opravičujem, ampak v bistvu
toliko je teh brandov od zunaj danes, da je ful preznasičen trg. In v bistvu, pa imajo kupci recimo čas? Ne, nimajo ga. To tega lahko jaz povem zdaj iz izkušenj pa iz roke. Ne, nimajo ga. Kupci danes nimajo niti budžeta, da kupijo te blagovne znamke, odkrito povedano. Kupci danes, kot so te imenujejo buyersi, ko pridejo na te nakupovanje teh tednov mode, v bistvu imajo budžet za blagovne znamke, ki so v bistvu že izoblikovane, ko se poznajo, da se v bistvu zapolni te obešalniki ali trgovine, kaj je potrebno, imajo mogoče budžeta 10 do 20%, ki ostane za novega dizajnera. Lahko pa si vi zamislite, koliko pa je novih dizajnerjev od zunaj. In ta 10-20% je v bistvu zelo malo, kaj je ostalo za vložiti v nove dizajne. Ne pa gledati tako črnoka, zdaj jaz govorim, pa je to, da danes, kaj je najboljše, to, da imate internet. Danes z internetom in za socialno mrežo v bistvu ti lahko narediš veliko več, kot si kadarkoli. Ti si danes dostopen kot blagovna znamka internacionalno, kjerkoli si. A v Sloveniji, ali si v Sloveniji v Mariboru, ali ti, ali si v Avstriji, ali si na Švedskem, kjerkoli, ti si lahko internacionalno dosegljiv danes. Tega včasih ni bilo. To je ful, se mi zdi, super možno. Hvala. Mateja, apropo tega štrlenja iz povprečja, ti si zelo unikatna znamka, imaš pa eno zelo posebno misijo in to verjetno ni lahko nanašajoč se na to, da moraš priti do teh posebnih materialov, da to lahko zelo zaplete tvojo proizvodno, recimo. In rok od začetka do nastanka oblačila. Dobro, ta tehnični del, itak se pač trudimo štimati in recimo, da misija blagovne znamke je biti mogoče ne toliko masovno prodajna, ampak zelo ekskluzivna, ne? Ampak ekskluzivna globalno, ne? Se pravi, v bistvu moj target je zelo sfokusiran in zelo dobro se ve, mi pač znotraj blagovne znamke dobro vemo, kaj je naš target, ampak do takega targeta je zelo težko prideti. Moraš imeti zelo, bom rekla, premišljeno strategijo in zelo pametno se moraš premikati po tržišču. Ne? Se pravi, mi pravimo rajši včasih nekaj ne narediti, kot pa narediti neko napako, ki bi te stala ugleda blagovne znamke. Tako da jaz ne samo to, da moram paziti od materialov naprej, kaj počnem, jaz moram tudi paziti, kdo moje obleke obleče, in kdo jih predstavlja navzven. Ne? Tako da, ampak dovoliš, da jo vsak kupi? Ne, to ja, to seveda, ampak ugled blagovne znamke navzven, zelo te influencerji, ki zdaj poplava tega, zelo te definirajo in en napačen lahko da napačno informacijo o blagovni znamki. Sploh pa pri ekologiji je to ekstremno občutljivo in verjemite, toliko napadov, kot jaz dobivam z ekološko blagovno znamko, če bi imela normalno in ne bi. Tako da moram zelo paziti, kaj rečem, na koga dam nazven, kakšno strategijo imam, kakšne imidže dajem. Jaz smo pač ljudje, hitro se zmotiš, normalno, kakšno neumnosti tako bleknem prehiter, ne. Tako da ja, glede pa finančnega dela pa tako, jaz mislim, da vsi mi bi bili zadovoljni, tako ko bi pač imeli toliko denarja, da lahko dihamo, da se ne rabimo iz dneva dan ukvarjati, kako bomo pokrili, ne vem, šiviljo, blago, karkoli, ampak da lahko normalno dihamo, delamo za stranke, en ima cilj prodajati notri Slovenije, jaz imam cilj malo drugačen, zato ker je toliko zahtevna blagovna znamka, ker toliko več denarja rabi. Ne? Tako da je vse stvar, kako se kdo pozicionira. Ne? Ok, Matej, hvala. Urška in Tomaž, glede unikatnosti seveda ni za razpravljati, vajne, to dokazujejo recimo tudi to, da so na trgu ponaredki, recimo, ne? Kako se pa proti temu borita vidva? Z neprestanim spreminjanjem in inovacijami in z napredovanjem, pač vsako kolekcijo se trudiš narediti res nekaj posebnega, nekaj novega. To pomeni, da po 30 letih ne morata zaspati na lovorikah. Ne, ni šans, ni šans. Mislim, da bi naj jo zelo hitro pozabili. V roku leto, dveh naj jo ne bi več bilo. Tako da, ja. Ne, jaz bi povedala, da ima midva res dosti stalnih strank in da če bi midva delala, od katerih živimo, ne? In če bi midva delala oblačila
sezono za sezono podobna, ista, v bistvu ne bi mogla preživeti. Tako da to je dead simple, ne. In tudi to je stvar, ne, tega se zelo strinjam s tabo, res, ker vsakič, ko gremo v trgovino, se sprašujem, kam bojo vse ta oblačila šla, zakaj jih je treba milijon narediti na dan, kam bojo... Ja, in prav živčna ratam v vseh trgovinah, kljub temu, da si kdaj kaj kupim, ampak res stiska me pri srcu in tudi, ko delam svoje oblačila, pazim, zelo pazim, koliko se bo lahko nosilo, koga bo kdo uporabljal in ko prije stranka v trgovino, vedno pazim, da ji bom svetovala, da ji bom pomagala zbrati oblačilo, ki ga bo ogromno nosila, tudi če je to poročna obleka. Vedno pazimo, da tudi če je poročna obleka, jo bo lahko še vse 10 let, 20 let nosila in tudi jo potem lahko predelamo, pobarvamo, nosečniške obleke v normalne spreminjamo. V bistvu tle na koncu pri vsej filozofiji, pri vsej naši pameti, kreativnosti, tehnologiji smo tle mi izdelovalci oblačil in vi uporabniki oblačil. In to je toliko enostavna stvar, katero se dostikrat pozabi, ker smo vsi neki wow, ne. In na koncu sem zelo vesela, da lahko toliko delam s strankami in toliko s tistimi čist konkretnimi ljudmi, ki vsak dan rabijo to obleko obleči in vidim, kje so mogoče naše pomanjkljivosti in prednosti in s čim lahko v bistvu prispevam tudi k naravi. Se butast sliši rešenju zemlje, saj ne, ampak se mi zdi, da bomo vsi na tem svetu bili primorani, kateregakoli poklica smo, imeti en drugačen odnos do tega, kar delamo in skrbeti za naravo, ker nas bo ona prisilila, ker mi smo preneumni, da bi mi bili že prej dobri z njo, no. Pač tako. Jaz se vam zahvaljujem vsem in vabim občinstvo, da vpraša. No? Torej, če ni... So vprašanja? Ja, seveda. Ali vi v svoje delavnice, študije, blagovne znamke jemljete tudi mlade oblikovalce za asistente, za internshipe, za učenje, za karkoli, a dajate mladim ljudem kadarkoli priložnost, da se kaj pri vas naučijo? Če ja, kako, če ne, zakaj, ali razmišljate o tem, ali mislite, da bi bilo to potrebno, ker vsi imate ful veliko znanja, pa ful veliko izkušenj, pa se mi zdi, da bi bila to ena stvar, ki bi jo lahko, zdaj sem se spomnila, da to ne počnemo, pa mi ni jasno, zakaj ne. Lahko kar jaz povem. Imeli smo par študent, ki so pri nas delali, smo imeli tudi zaposlene, pol je to pač rezultiralo v neko imitiranje ponarejanje dostikrat. Imeli smo tudi, ne vem, obiske tujih študentov pri nas v studiu in po obisku je čez en dan par punc prišlo, če je lahko napletemo, tako, kot smo mi diatome pletli, samo rakaste celice. In je v bistvu želela na nek način zlorabiti našo blagovno znamko s tem. Ona se ni želela učiti, kaj mi delamo, ampak da mi njej kot neki proizvajalci, kot navadni proizvajalci omogočimo razstavo nekje v Londonu. In velikokrat začutimo tle ne željo po učenju, ampak željo po zlorabi. Tako da, če je pa želja po učenju, se pa dostikrat pri nas kakšni otroci kaj zašijajo. Tako da tle pa zelo radi pomagamo. Ampak ostalih stvari smo se pa začeli izogibati, smo bili pa prej bolj odprti za to, zdaj pa malo manj. Bom pa jaz mogoče mojo pozitivno izkušnjo povedala. Jaz učim že 10 let na fakulteti za dizajn in ena izmed prvih mojih študentk je še vedno danes moja desna roka v podjetju. Ta drug študent, ki je pa letos diplomiral pri meni, je moja leva roka in ga imam, Tomaž, ga imam za čisto vse. Potem 3 študente sem imela, ki so šivali couture obleko 3 mesece, so bili skozi pri meni, smo žurali, šivali, delali, da smo se imeli the best. Tako da jaz več ali manj sam študenti delam, tako da to je, hvala njim, je tudi tak brand nastal. Še kdo morda?
Ja, jaz imam okrog 6 do 8 različnih stilistov, s katerimi sodelujem, sodelujem na različnih projektih in ti so ponavadi asistenti, ki prihajajo z različnih ozadje, prihajajo iz ozadja mode, nekateri prihajajo iz drugačnega ozadja šolanja, kakoli, ki me v bistvu kontaktirajo, ali na nek način danes že moji asistenti med sabo na nek način se spoznajo in me predstavijo drugim novim ljudem in ja, imam skozi ljudi, ja, ki mi pomagajo. Dobro. Hvala za obisk in hvala za pozornost.